Živijo v novem vlogu, mi smo danes v Atlasu lepo z lepim pogledom pozajtrkovali, zdaj gremo pa naprej. V bistvu nas danes čaka ena spet bolj stranska cesta, tako da upava, da bo lepa, tako kot je bila ona včeraj. Vmes moramo še vodo nafilati, naj bi bil en izvir tukaj na poti. To je pa to, upamo, da bomo tudi še v redu prostor najdeli, pa da se bomo malo manj matrali kot včeraj. Danes smo se zbudili v res lepo sončno jutro, tudi vidljivost je ful boljša, kot je bila zadnje dni, zato ker je bilo prej ful veliko prahu v zraku, zdaj pa je ta dež včeraj, ki je na koncu v bistvu bila samo ena ploha, je vseeno toliko spuco ozračeno, da se danes res ful lepo hribi vidijo in vse. Je bilo pa ponoči kar precej mrzlo, spali smo na 1800 metrih in mislim, da je bilo nekih 7 stopinj. Tako da ja, vedno vidiš, ko bomo šli bolj mrzlo bo, tako da bomo verjetno tale Atlas kar hitro obdelali. Ja, danes gremo naprej proti, oziroma kar je že čez kanjon Todre. To je ena zelo turistična stvar tukaj v Atlasu, mislim, da ne bi bil to ful ozek kanjon in res zelo visok. Ampak ja, je pa baje ful turistov in ful prodajalcev vsega, tako da bova videla, kako nam bo všeč, če nam ne bo glih, se bomo verjetno res čist sam čez pelali. Če bo lepo, se pa mogoče tudi kaj ostavimo za poslikati pa tako.
Kanjon Todra se nahaja v jugovzhodnem Maroku in je osupljiva naravna znamenitost, ki jo je skozi tisočletja izoblikovala reka Todra. Kanjon je znan po več kot 300 metrov visokih pečinah, ki so v najožjem delu le nekaj metrov narazen. V zgornjem delu so stene malce nižje, vendar lahko tukaj uživamo v čudoviti naravi brez masovnega turizma. V spodnjem delu, tik pred oazo Tingir, pa so stene zares visoke, kanjon pa je komaj dovolj širok za cesto in reko, ki teče ob njej. Prav ta del vsako leto privabi številne turiste z vsega sveta. Včeraj smo pol prevozili ta kanjon reke Todre in nam je bil kar všeč, še posebej zgoren del, v bistvu to res dolg kanjon, ampak samo zadnje, mogoče 1 kilometer je res tak ozek in visok, ampak je on del tudi najbolj turističen, tako da tam so bili tudi turistični avtobusi in prodajalci in res je margolel ljudi, tako da je malo zgubil čar, zato nam je bil dejansko zgoren del bolj všeč, ker pa dejansko ni bilo nobenih turistov, ker se vsi pač takoj v onem najbolj impresivnem delu obrnejo, ampak sam kanjon je pa glih tako tudi tam zelo zanimiv, malo nižji so sicer te stene, ampak še vseeno zelo lepo. Gremo pa jutri spet v en drug kanjon, ki je tudi znan, tudi turističen. Danes še ne bomo prišli do tja, nekje na začetku bomo verjetno prespali, pa si ga potem jutri ogledali, pa nas čaka še ena zanimiva vožnja, no, ampak o tem pa več v naslednjih dneh. Na poti naprej, danes gremo do verjetno še zadnje večje znamenitosti v Atlasu, to je spet en kanjon, znan je predvsem zaradi tega, ker ima vmes eno tako vijugasto cesto in se da tako lepo fotko narediti, tako da v bistvu greva predvsem zaradi te slike, ker samih kanjonov sva že nekaj videla, ampak ja, upava, da bo tudi kanjon zanimiv. Je pa drugačni zdan, ker je pred nama deževalo, je nad 3000 metri snežil, tako da lahko v daljavi vidimo malo zasnežene vrhove, ampak ni to še prava zima in pravi sneg, ker je že iz včeraj na danes ga zelo pobral. Tako da ja, jutri imamo namen iti čez en visok prelaz, bomo videli, ali bo se še kaj obdržalo do takrat ali ne.
Kanjon Dades je zanimiva rečna dolina, ki se nahaja v visokem Atlasu. Zaradi erozije reke Dades so nastale impresivne stene, ki se ponekod dvigajo več kot 300 metrov nad rečno dolino. To območje je med obiskovalci znano predvsem zaradi svoje fotogeničnosti, saj je tu v objektiv moč ujeti serpentinasto cesto, ki se počasi, a vztrajno vzpenja iz globin kanjona Dades. Smo si ogledali ta kanjon Dades, moram priznati, da je malo manj kanjonast, kot je bil kanjon od Todre. Saj do tja, kjer smo mi šli, sicer ta pogled na to cesto je res zanimiv, tudi stene so tam dokaj visoke, ampak večji del, kar smo mi prevozili, pa ni bilo toliko sten. No. Ja, bolj je tako po dolini, skozi ful velik teh berberskih vasi, sicer se vidi, da je zelo turistično, ker so povsod hoteli in restauracije, ampak je tako, ker lepo narejen, niso vpadljivi ti hoteli, tako da je bila vožnja kar zanimiva, tudi prst je taka zelo rdeča, tako da so vse skale ful zanimivih odtenkov, tako da smo kar uživali vseeno, čeprav je kar turistično, ampak ni bilo pa spet toliko turistov, kot sva pričakovala, da bo. Sploh tam na temi serpentinami so bili turisti, ampak z najetimi avtomobili, ni bilo turističnih avtobusov, očitno do tja ne pripeljejo. No ja, tam smo se pa obrnili in šli nazaj, lahko bi šli tudi še naprej, ampak imamo jutri namen na drugo cesto prevoziti, tako da smo se po isti poti vrnili nazaj proti jugu, in ja, jutri nas čaka, upam, da zanimiva vožnja. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.